V 96. letu starosti je na svojem domu v Johannesburgu umrl Nelson Mandela. Nekdanji južnoafriški predsednik in borec proti apartheidu ter Nobelov nagrajenec za mir je bil svetovna ikona boja proti rasnemu razlikovanju. V zaporu je preživel 27 let, po mirnem končanju apartheida je dobil Nobelovo nagrado za mir, postal prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike in za kratek čas vodil gibanje neuvrščenih. Zadnje leta življenja je posvetil človekoljubnemu delu. Južnoafriški predsednik Jacob Zuma je sporočil, da bodo Mandelo pokopali z vsemi državniškimi častmi. V znak spoštovanja preminulega pa so po svetu spustili zastave na pol droga. Več držav na severu in zahodu Evrope je prizadelo silovito neurje z močnimi padavinami in vetrom, ki je sinoči ponekod pihal tudi s hitrostjo več kot 180 km/h. Neurje je v Veliki Britaniji zahtevalo 2 smrtni žrtvi in 1 na Danskem. Ponoči je glavnina orkana dosegla Nemčijo, njegovo moč so najprej občutili ob obalah Severnega morja, zdaj je orkanski veter najmočnejši ob Baltiku. Orkan je sicer povzročil precej škode, a v Nemčiji za zdaj ni zahteval žrtev. Minister za finance Uroš Čufer je predstavil popravke predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu. Kljub zahtevam Desusa, da bi morali KAD upravljati ločeno, minister Čufer v tem delu zakona ni popustil. Prepričan je, da je centralizacija upravljanja državnega premoženja najboljša možnost. Med novostmi glede na prejšnjo različico predloga zakona je imenovanje nadzornega sveta, ki bi ga na predlog vlade imenoval Državni zbor. Minister za notranje zadeve in predstavniki Nacionalnega preiskovalnega urada so razkrili, da so bile zaradi različnih kaznivih dejanj domače in tuje banke v Sloveniji oškodovane za 346 milijonov evrov. Do zdaj so policisti ovadili 37 ljudi. Banke so oškodovali za 93 milijonov evrov, od tega je največ denarja izginilo v banki Hypo, kar 70 milijonov evrov. Minister je ob tem poudaril, da vodstvo Nove Ljubljanske banke zelo slabo sodeluje pri preiskavah, kar se mu zdi neodgovorno in nedopustno, saj gre za banko v državni lasti. Javni morajo postati vsi podatki o ljudeh, proti katerim so vložene obtožnice. Ljubljanski župan Zoran Janković se je pred mestno hišo v Ljubljani odzval na včerajšnji incident, ko ga je eden od protestnikov poškropil s solzivcem. Poudaril je, da je bil včerajšnji večer namenjen miklavževanju in otrokom, zato se z ravnanjem protestnikov nikakor ne more strinjati. Protestom sicer, kot pravi, ne nasprotuje in so popolnoma legitimni, poziva pa, naj ti ne vključujejo nasilja. Policija je bila zjutraj obveščena, da so v gostinskem lokalu na Ptuju našli mrtvega 59-letnega lastnika lokala. Ogled kraja so pod vodstvom ptujske dežurne preiskovalne sodnice in državne tožilke opravili mariborski kriminalisti. Dosedanje ugotovitve kažejo na to, da je moški umrl nasilne smrti. Jutri bo precej jasno, severozahodni veter bo čez dan oslabil. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, najvišje dnevne od 2 do 7 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno tudi pretežno oblačno. Danes v dnevniku televizije Maribor. Na Ptuju našli mrtvega lastnika gostinskega lokala. Bo mariborska tržnica to zimo le pod streho. Tuja stroka o tehnoloških novostih v sadjarstvu. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.